En lep pozdrav, pred nami je 9. akcija Deželak Junak. Zbiramo sredstva za otroke socialno ogroženih družin, da jih čim več peljemo na morje. Vsak let smo jih peljali več, letos jih želimo peljati tudi več. Za kakšne otroke pa gre? Iz prve roke z nami vzgojitelj, zapomnimo Stepolje. Dejan, ko se pišeš? Vučić, me veseli, Denis Audić. Ti se pišeš tako kot ta premijer srpski? Predsednik, ja. A ne, mislim predsednik, no, to sem ti hotel reči. Kako si drugače? Super. Si v redu? Evo. Rdeča barva, predvidevam, da jo imaš rad. Ja, z razlogom. Je moja najljubša barva. Razlog za to je pa Liverpool. Liverpool, ja. Fuzbal. Tako. Veš, te imam že rad, to je to. Taki morajo biti vzgojitelji, ki imajo radi fuzbal, da pol pa še otroci. A so otroci napaljeni, ki pridejo recimo, ne vem, te kempe oziroma v kolonijo, ki pridejo, a so napaljeni na fuzbal? Ja, nasploh na šport, karkoli se spravimo delati, so kar veseli. No. Tako da razporedimo, ni samo nogomet, naredimo turnirje, vse mogočen, kar se da, in ping-pong, košarka, nogomet, tudi med dvema ognjema. In kako to zgleda? Ker danes je zelo malo otrok videti zunaj na igriščih. Zgleda zelo lažje, tako kot pri nas v otroških letih, pač že razlog za to je, da jim poberemo vse telefone, tako da jim ne preostane drugega, kada se družimo skupaj. Grozno, stari mene, če bi svojega otroka z vami poslal, on bi mene klical popoldne, če ga lahko prijem iskat, da mu je dolg čas, da mu je beden, da je to grozen, ampak ni. Ni, res ni. Sej, prvi dan, drugi je mogoče še domača stiska oziroma domotožje. Pa ko padejo noter v skupino, pa ko se družijo, pozabijo na vse. To je tisto, kar otrok raba, ne? In to je mladost in odraščanje in rabimo otrokom pustiti tisto, da ostanejo mladi, da čutijo otroka v sebi. Koliko časa ti to že počneš? Jaz sem pri ZPM Ljubljana Moste-Polje od 2018. Začel sem kot vzgojitelj, potem sem pa postal pedagoški vodja, pomoč v skladišču in mentor za družbeno koristno delo. Se pravi, vse delaš, praktično, kakor vemo, vse delaš. Ampak, če se spomnim, ko si imel prvo skupino, a te je bilo kaj strah? Če sem čisto iskren, so me prežvečali. Ja? Ja. Nisem imel še izkušenj, dobil sem neke napotke, seveda narediš par napak in potem te otroci izkoriščajo, manipulirajo in sem prišel domov tako zmatran, da sem moral 2 dni spati. Je bilo težko, no. Ampak pol dobiš tiste izkušnje in pač prvi dan moraš biti strog, moraš postaviti pravila in pa imaš 8-9 dni mir. In sproti popuščaš in te imajo še rajš, moram reči, da te imajo pol še rajš, zato ker čutijo ono varnost ob tebi in vejo, da se lahko obrnejo na te, da ti lahko marsikaj povejo in je super. Pa si mislil, da je toliko otrok v Sloveniji, ki še nikoli niso bili na morju? Iskreno, dokler nisem prišel v organizacijo, si nisem tega mislil. Šele potem, ko imaš stik z uporabniki in začneš to početi, vidiš, da je res hudo, oziroma da si noben otrok tega res ne zasluži. Da je zaprt doma, da ne more nikamor iti, da starši ne morejo nič privoščiti, tako da hvala Bogu in za vse organizacije, ki pomagajo in Radio 1 in nam, da lahko to omogočimo. Kako pa je, kad dobiš te otroke, pa kad vidiš, da jim je hudo, koliko je te pol hudo? Kako se ti počutiš ob tem? Zdaj, iz mojih izkušenj je takole. Tiste dni na koloniji mogoče se ne predam toliko čustveno v to, zato ker imam še vedno odgovornost 50 oziroma v Zabretiji je celo 115 otrok, ki moraš skrbeti z njih. Ko prideš domov, ko se ta adrenalin pomiri, pa začneš o tem razmišljati, je hudo. Ampak probaš te stvari res pustiti v Zabretiji oziroma v Kranjski Gori, ker sem tudi sam starš in imam 2 otroka doma in pač tega stresa res ne bi prenesel domov nazaj. Kaj pa imaš? Imam 2 hčerke. 2 hčerke, stari koliko? 6 bo avgusta, 1, druga pa septembra 3. Se pravi, bo tudi prvošolka zdaj? Tako, naslednjo leto v šolo. Pa si kdaj kakšno od njih tudi vzel zraven? Ja, starejša hodi zdaj kar redno, oziroma je bila že na 3 kolonijah je bila z nami. In? Super. Ja? Prvo je morala še malo z mano spati, je bila sicer 5 stara oziroma še malo manj, zdaj pa lepo še v sobi s svojo vzgojiteljico in to je to. Tudi tam moraš ločati, nisi več ati, ampak si pedagoški vodja. Pedagoški vodja. Ne smeš delati razlik, zdaj da bi seveda ji pokažem, da sem njen oče še vedno, ampak tam so še drugi otroci, ki pogrešajo svoje starše in bi pol še marsikdo drug hotel svojo mami ali početa zraven. Ne? Na čem si bil pa najbolj pretresen v koloniji? Jaz recimo vem, ko sem bil na Debelem rtiču in so bili otroci v vrsti in me je zanimalo, bil je zadnji dan
In me je zanimalo, kaj mi je bilo najbolj všeč, kaj mi je bilo najboljš. In sem začel tako od zadaj, sem začel spraševati. In vprašam prvo in je rekla hrana, in vprašam drugo je rekla hrana, vprašam tretjega otroka, prav hrana. Skratka, ker mi je 10. odgovoril hrana in ne morje, druženje, zabava in tako naprej, me je to šokiralo. Ja, zdaj, če ti otroci živijo doma in so že tako iz socialno ogrožene družine oziroma so v socialni stiski, verjamem, da ne dobijo vsakega obroka na mizo. Tako da pri nas je pa vsak dan zajtrk, kosilo, večerja, med zajtrkom in kosilo je malca in med kosilom in večerjo je spet malca. Tako da res so siti. Vem, da so, ampak na čem so najbolj navdušeni? Tako, kar si rekel, je res, da nam s hrano. Zdaj, nekateri so navdušeni že nad tem, da dobijo neko toplino od vzgojitelja oziroma da dobijo ta občutek, da ti ni vse. Ker se dostikrat tudi zgodi, da ti otrok reče, grem lahko na koncu s tabo domov. Pač noče iti ali nazaj v vzgojni zavod, ali v mladinski dom, ali pa nazaj k staršem. In to je tisto, kar je pol najhujše. Ker moraš odklopiti od tega in veš, da gre pač nazaj domov nekam, kjer se ne počuti domače oziroma mu ni ok. Še bolj žalostno je pa to, ker veš, da gre nazaj k staršem in da se tam ne počuti ok. Zdaj pa mene zanima, rečemo, da sem jaz ta otrok, ko hočem iti s tabo domov. Zanima me, na kak način to speleš? Zdaj bom povedal en primer iz zadnje kolonije oziroma Kranjske Gore, ki smo imeli. Je bil otrok oziroma sta bila dva otroka iz vzgojnega zavoda sodno odvzeta staršem. En od staršev je prestavil zaporno kazen, mama ni bila sposobna skrbeti za otroka in so ga vzeli, drugi otrok je bil pa v totalno nasprotni luči vzgojen, na smislu, da je že začel sam manipulirati, ker je tudi mama tako delala z njim in je pustila vse, kar je hotel, je dobil. Oziroma, ni bilo neke meje postavljene in ni bilo ne. In ta otrok je že prvi dan hotel v gozd bežati, smo dobili navodila, da če se zatrmar oziroma če je slabe volje, da ga pustimo samega in se je začel celo v sobo zaklepati, ampak jaz to ne morem dopustiti kot pedagoški vodja, ker je moja odgovornost za tega otroka in jaz ne vem, kaj on sam počne v sobi, tako da sem moral biti zraven. Na kar je drugi dan je bilo pa 3 ure histeričnega joka, nismo jo mogli pomiriti, so prišle vzgojiteljice do mene, sem prišel dol, sva bila 2 uri od zunaj, sem jo odnesel pol v sobo, ker je začel grist, brcati, tepst in sem ga prijel, sem ga nesel v sobo, sva se zaklenila v sobo in to je bil pogovor, pol še 2 ure. Pogovor, probo sem ga objet, se ni pustil objemati. Zaprav, ta otrok je bil v transu, ni me ne poslušal, ni hotel ne čustvenega stika, ne nič. In potem sem ga pustil na meri, da se je pomiril, sem ga spet objel, je sprejel ta objem. Sva se pogovorila, o čem je težava in je rekel, če me lahko doma, oziroma ne vem, verjetno doma, so me pustili zaklenjenega po cel dan, pa to je 7-leten otrok, se pravi, se je to moralo dogajati že prej, je bil star, ne vem, 4-5 približno. Zakaj me tu ne morate pustiti? In mu razložiš, da pač smo kle za to, da se imajo lepo, da se zapomnite počitnice in da nam ni vse, kaj se kle z njimi dogaja. Od takrat se je spremenil, pač. Na koncu je še vedno zatrmaral, sem rabil 5 minut, da ga pomirim s pogovorom in je bilo to. Vsak dan je prišel po objem in je potem vmes tudi rekel, če bi lahko šel z mano domov. Kaj češ reči takemu otroku? Ne vem, saj se niti ne spomnim, kaj sem mu rekel, ampak žalostno je to, da mora nazaj v vzgojni zavod. Kjer mogoče tudi njihova vzgoja ni lih pravilna, ker ko sem se pogovarjal z vzgojiteljem iz vzgojnega zavoda, so mi dali totalno neke, za moje pojme, nespametne napotke, kako tega otroka umiriti, ker s takimi napotki samo podpirajo to vedenje, ki ga on že ima in ne ukrepajo nad za tem, da bi se to spremenili. Tako da najraj bi ga vzel, ja, ampak jaz težko prevzgojim otroka v unih 10 dneh, ko je tam z mano. Jaz mu lahko sam dam občutek varnosti in da ima eno nepozabno izkušnjo. Pol je še lepš, ko dobiš iz vzgojnega zavoda, recimo sem dobil SMS, da me ta 2 otroka pogrešata in pozdravljata in da bi rada prišla še nazaj. Verjetno, mislim, predstavljam si tega otroka, ki želi iti s tabo domov.
Ampak ne predstavljam si pa tega razočaranja, ko pride do tega, da pač Ja, ne more. zaključek te zgodbe je, prišli smo nazaj iz kolonije, parkirali avtobus, poslali vse otroke, so vsi starši prišli po njih, po ta dva otroka je prišla vzgojiteljica iz vzgojnega zavoda s kombijom, na kar vidim, da je ta otrok pozabil še nekaj oblačila na avtobus, odnesem do kombija, odprem kombi, vidim, da ga ni tam, vprašam, kje je otrok in se začnejo punce smejati, so rekle, zbežuje. Verjetno je že imel stisko, kam se mora vračati in mu ni bilo prijetno in je zbežal, ne? In je vzgojiteljica pa potem šla za njim. Dobro, to je normalna reakcija. To jaz tudi, če bi bil nekje, ki bi jim bilo ful lepo, Ja, in veš, kam se moraš vrniti, ne? ja, bi hotel tudi tam ostati in ni to to. Je imel pa otrok stvari spakirane v vrečke za smeti. Se pravi, ni imel ne potovalke, ne zadosti oblačil, zato ker smo morali še od moje hčerke kopalke posojati pa spodnje perilo. Pismo. 7 let star. Ja. Ampak razmišljam o tem, kakšna prihodnost pol čaka te otroke. V smislu šolanja, Ja. ki ga bojo zaključili, na kak način. A tudi njih čaka neka podobna usoda kot starše, gre tukaj za vzorce ali gre. A veš, hočem nekako priti do tega, koliko pomemben je otrokom pokazati lepšo stran življenja, v smislu, da potem, ko bojo odrasli, da ne bodo ponavljali istih stvari kot njihovi starši. Se veš, kako je, slabih navad se zelo hitro lahko navadaš nazaj. Veliko lažje kot dobrih. In ta vzorc je res pomemben, zato ker otrok že pri vzgoji potem je videl samo to in bo verjetno tudi sam to počel. Tudi mogoče ti ali pa jaz delam kakšne stvari kot starš, kar je, ne vem, meni mama počela, pa si pol rečem, pa ne, to ni bilo prav, naredi drugače. Veš, koliko cestov, ja. Ja. In ni bilo prav. Pa ni bilo prav, pa ni všeč. Ja, seveda. In tudi tista zgodba, ne vem, primer, sta dva brata, oče alkoholik, en je postal alkoholik, drugi rojati uspešen. Pač vse v svoji tvoji glavi. Ne. Tudi ta otrok enkrat, ko bo odrastel, pa čeprav je imel težko otroštvo, bo moral sam pri sebi razčistiti, kaj želi naprej v življenju. Seveda rab neke napotke, težko je čez vse sam. To je samo ena od teh stvari, Tako. se pravi. Rekel si pa, da jih je 115 na izmeno. Vzem brati, recimo. Ja. Je še kaj tazga, kar si rekel, kar ne morem pozabiti, bi bilo pa prav, da ljudje vejo za to. Ja, recimo, pa je bilo spet v Kranjski Gori. Zanimivo, da sem imel samo v Kranjski Gori take izkušnje. Smo že na odhodu dobili informacijo za tega otroka, da ima oče prepoved približevanja. Vedeli smo tudi, kateri avtomobil je in vse, in smo videli, da se pele okrog Fužinskega gradu. Okay. Sicer je nekako ta otrok imel stike s tem očetom, ampak je tu bila spet neka vzgoja. Verjetno pod nadzorom. Ja, je bila spet tista vzgoja, da je kazal ljubezen, oziroma ne vem, če to sploh ljubezen je, samo skozi materialne dobrine in ne skozi pogovor, skozi čustva, na kakšenkoli drug način. Ne. In otrok, ko je majhen, mogoče tega še ne zazna, ampak mu je všeč, da mu nekaj daruješ. Ne. Če se pa tako vprašaš, pač vse, kar otrok med 3. in 6. in 7. letom starosti rabi, je pač tvoja pozornost. Ne telefona, ne igračke, ne igrc. Pač rab, da se ukvarjaš z njem, da se igraš z njem. Mislim, da je to tisto, kar mu najbolj pomeni. In pa smo morali vseh 6 dni v koloniji na zimovanju biti pozorni, da tisti avto ne bo prišel tam. In je bil že to malo stresno. Koliko je on to čutil? Otrok tega ni čutil, otrok ni čutil tega stresa, no, se pravi. Otrok je imel rad tega očeta, no. Ampak bo verjetno pol čez leto dojel, da to ni to.
pa je tudi oče že bil bivši zapornik. In žalostno je to, da imamo veliko naših družin oziroma uporabnikov v naši organizaciji, ki je enočlanska družina. Ne? Ali so starši v zaporih, ločeni. Tako da je tudi enemu staršu zelo težko vzgajati. Ampak, če zaključva na nek tak pozitiven način, kaj otroci odnesejo od tega, da so en teden v koloniji? Odnesejo ene počitnice, ki jih mogoče z družino ne morejo preživeti. Odnesejo to, da vidijo, da se vzgojitelji res prepustimo tudi otrokom, da poskrbimo tam, da je njim zabaven. S tem se tudi mi zabavamo in ko vidijo, da se mi zabavamo, se tudi oni sprostijo in jim je veliko lepše. Jaz mislim, da je najbolj pomemben tisto, da oni vidijo v unih 7 dneh, da je še vedno tam ena oseba oziroma kakorkoli nas je vzgojiteljev, da so tam osebe, ki jim ni vseeno za njih. In že na začetku, ko vidiš, da so neki otroci zaprti, pa se ne radi pogovarjajo, se na koncu odprejo in ti pojejo marsikaj. Ali je to, ne vem, ta situacija doma, nasilje doma. In tako dobiš občutek, da nekaj delaš prav, no? Ker se ti eno tako majhno bitje pač lahko izpove. Ker se mogoče drugemu ne morejo, da se ne morejo v šoli, v učiteljci ali pa komu drugemu. Ampak jaz mislim, da si vsak otrok zapomni te počitnice, ker so vsi veseli. Najbolj žalosten je gledati zadnji večer, ko imamo zaključen ples ali pa just dance in se potem objemajo in jokajo, nočemo iti domov, si izmenjujejo številke, da bojo ostali v stiku in tako naprej. Je pa fajn, da narejeno tako, da vsako zmeno grejo ponovadi več ali manj ista skupina otrok, tako da se lahko vsak let vidijo znova in znova. In zato je tako pomembno, da mi vsak let znova in znova izvajamo to akcijo, da se vsak let znova in znova odzovemo. Pomagam 1, pomagam 5 na 1919. Če vsak let vsaj enega več peljemo, smo naredili ful veliko. Tako da hvala vsem, pomagam 1, pomagam 5 na 1919 dan. Tudi tebi hvala, pa upam, da boš to počel še dolg čas. Z veseljem. Deželak junak 2023. Kaj si vsak otrok zasluži počitnice. Pošlji SMS. Pomagam 5 na 1919.